Dragi prijatelji, dobrodošli v novem podcastu Desni mikrofon, kjer bomo v času volilnega leta 2026 gostili različne ljudi s področja politike. Danes gostimo Milana Mikla, vodjo svetniške skupine SDS v Mariborskem mestnem svetu. Človek, ki se zagotovo najboljše spozna na mariborsko politiko in zagovornik tradicionalnih vrednot. Gospod Mikl, dobro. Lep pozdrav. Gospod Mikl, že vrsto let vodite svetniško skupino SDS v mestni občini Maribor. Kako bi danes ocenili stanje Maribora po več letih vodenja aktualne oblasti? Ja, najprej moram malo popraviti. Svetniško skupino SDS v Mariboru vodim takoj po združitvi, ko smo se združili Nova ljudska stranka Franca Kanglerja in pa seveda z Slovensko demokratsko stranko, in potem sem jaz bil kot bivši vodja svetniške skupine Nove ljudske stranke že v prejšnjem mandatu in sem potem takoj tudi tukaj so se pač vsi strinjali, da tudi tu prevzamem, tako da sedaj, odkar smo zopet ponovno skupaj v Mariboru, seveda sem jaz vodja svetniške skupine. Naj povem, da v Mariboru, v mestnem svetu, v 45-članskem mestnem svetu nas je 8 iz Slovenske demokratske stranke. Meni osebno je zelo žal, lahko nas bi bilo več, ampak očitno nekateri pač se niso s tem strinjali in so zapustili oziroma so samostojni svetniki, ampak ne glede na to se nas je zaslišati, imamo kar velike izkušnje, seveda smo v opoziciji. Mi smo od samega začetka želeli sodelovati in biti vplivni v mestnem svetu, tudi v koaliciji, tudi ne glede na to, da pač ni bil župan po naši meri, ampak ne glede na to, vsi skupaj se zavedamo, da smo tukaj zato, da služimo občanom in občankam. In seveda to odgovornost vedno čutimo, tako da ne glede opozicija ali koalicija, smo mi za vse tiste dobre projekte, ki so dobro za Maribor, smo vedno podprli in seveda tudi bili dobri pri, bi rekel, soustvarjanju teh zadev, tako da kar se tega tiče, imamo mi mirno vest tudi za prihodnje volitve. No, kako pa vidite trenutno vodenje aktualne oblasti? Veste kaj, dokaj nenavadno, ker ta župan, gospod Arsenovič, je seveda prišel iz podjetniških vod. In on je v samem začetku je mislil, da vodi podjetje, ne pa, bi rekel, eno politično, ker to je dejansko politična struktura, če bi temu tako rekel, ne organ kot takšen, in je seveda si je kar nekaj časa potreboval, da se je uvedel. Kar veliko imamo mi, bi rekel, nepotrebnih konfliktov z njim, ne hote, ampak dejansko potem na koncu se pač lahko hitro vidi, da smo bili kar v večina primerov mi prav, potem tudi velikokrat on to pove, ampak glede na to, da je on dolgo časa sploh ni imel nobene koalicije, šele mogoče 2 leti nazaj je potem za Svobodo, s trdno koalicijo je imel kar velike probleme in je moral kar, bi rekel, mešetariti med glasovi, kar pa ni dobro. Ni dobro, ker potem moraš nekomu ponuditi kakšen bombonček, seveda, zdaj pa ti, potem bomo mi tako glasovali, to pa ni v redu za politiko. Politika, vsaj jaz tako gledam, na lokalnem nivoju mora biti v smeri ustvarjena, v smeri, bi rekel, medsebojnega, bi rekel, sožitja, ne glede na smo levi ali smo desni, ampak zato, da občanke in občani to dejansko zaznajo in imajo nekaj od tega. Kateri so po vašem mnenju 3 največji problemi, s katerimi se danes soočajo Mariborčani? Mariborčani kot takšni. Ja, poglejte, problemi zagotovo so bolj na periferiji. Se pravi, mestne četrti in krajevne skupnosti. Tu smo mi veliko opozarjali, ker ta župan je seveda, vse po eni strani se mi strinjamo, Maribor kot center mesta, ker veliko turistov pride, pa seveda obišče center mesta, tukaj imamo vse kulturne ustanove. Ampak ne glede na to, ne sme pozabiti tudi na periferijo, se pravi na mestne četrti in na krajevne skupnosti. Mi imamo vse skupaj 16, skupaj z mestne četrti in krajevnih skupnosti, to ni malo. Pa naj še povem to, da smo mi, bi rekel, po zasedenosti v svetih mestnih četrti in krajevne skupnosti najštevilčnejši, sedaj, ko smo se potem mi skupaj združili in imamo seveda neposredni stik tudi, bi rekel, v posameznih krajih. No, tudi tukaj sedaj prihaja do nekega premika, ker so kar bile, ker
koga najbolj žuli, pa kaj? Seveda to so ceste, infrastruktura, prometna infrastruktura, to so največji problemi in tukaj smo mi venomer opozarjali, ne? Ker ti en par kilometrov asfaltne ceste ne pride toliko, da bi mogel biti neki veliki problem, ko pa naprimer, bi rekel, obnova same infrastrukture znotraj centra mesta. Teda to je zagotovo eden izmed problemov, ki so, ki pa se upam, da se bodo tudi v bližnji prihodnosti še tudi tu se te zadeve uredile. Potem pa smo imeli seveda ta naš, bi rekel, komunalne storitve, ki so kot holding, Mariborski holding, ker je že v prejšnjem mandatu je prišlo seveda do ustanovitve holdinga. In v tem holdingu so seveda vsa javna podjetja, pa ne samo javna podjetja, tukaj še tudi Šport d. o. o., ki po mojem mnenju zagotovo ne sliši v to. In seveda potem je tu župan pač želel na nek način sam manevrirati s tem. Ni želel, da bi bil mestni svet kot skupščina, ne, ampak smo si morali potem to sami izboriti. In potem seveda odlok o ustanovitvi holdinga govori, da seveda smo mi tisti, ki bi morali nastavljati oziroma potrjevati člane mestnega sveta, ne, oziroma nadzornega sveta. Temu seveda ni bilo tako, no potem smo to uspeli kot skupščina, ampak ravno v tistem trenutku so se potem tako Svoboda in Arsenovičeva lista seveda se tukaj združili in imajo dejansko svoje predstavnike v nadzorni sveti in smo zopet, bi rekel, v nekem takšnem, ne. In niti mu ni po voljo, da sta dva predstavnika zaposleni, ki dejansko res opozarjata na, bi rekel, na kar velike take nerednosti, seveda tudi njih želel zamenjati. To imamo na sodišču, nikoli se še ni zgodilo, jaz sem 20 let v lokalni politiki, da bi župan tožil dobesedno na sodišču mestne svetnike, ne. In to je veliki problem in moramo povedati, da smo mi tukaj izgubili veliko energije, veliko nepotrebnega časa, ampak župan je pač takšen, on si je nekaj zadal, to mora biti tako, ampak potem je se ugotovilo, da temu ni tako. Ampak stroški, ki so bili povzročeni, pa seveda plačuje kdo? Plačujejo naši davkoplačevalci, občanke in občani. To je pa problem. Če se je že odločil, potem bi lahko on to dejansko iz svojega žepa dal, pa potem to na nek način spravil. Maribor je univerzitetno mesto, a mladi množično odhajajo. Zakaj po vašem mnenju se to dogaja? Glejte, tako kot smo že predhodno, ko sem že povedal, je seveda nimajo prvih pogojev. Tudi Avstrija tu v neposredni bližini. Poglejte samo, jaz kar veliko ljudi poznam, naprimer, ki so v Avstriji, konkretno medicinske sestre, visoko kvalificirane medicinske sestre. Gre v dom ostarelih v Avstrijo, malo preko meje, ima 3-krat večjo plačo, 3-krat več bonitet boljših, kot pa tukaj pri nas. Zagotovo bo se ti mladi odločili potem za boljši kruh, seveda. In tukaj je največji problem zaradi tega, ker premalo prisluhnemo njim. Pri nas je pač takšna politika, kot je. In najbolj boleče je pa to, da tisti, ki se dejansko doštudirajo, seveda kar visoko doštudirajo in potem ne koristijo teh možganov tukaj, ampak potem nemudoma kar odidejo. In tukaj, ali je premalo, mi imamo tudi preko našega proračuna nekaj, ampak to so bolj dijaške štipendije, da jih potem preko tega poskušaš, da jih nekaj obdržiš, ampak to je bistveno premalo podjetij nekih, ne vem, premalo. Dobesedno je Maribor kot takšen, tudi skupaj z regijo, pa imamo regionalno razvojno agencijo tukaj, v neposredni bližini, veliko smo dali tudi tukaj pobud, ampak ko potem pogledamo konec sveta številke, pa se več nič ni, da bi mogoče bil ta trend odhajanja nekoliko manjši. Pač odhajajo in morali bomo dejansko na tem področju veliko narediti, ker to je premalo. Kako bi svoje izkušnje iz lokalne politike prenesli v delo v državnem zboru? Ja, te izkušnje, v 20 letih kar dobiš nekaj izkušnj, točno veš, kaj je lokalna zadeva, kaj potrebujejo. In seveda teh izkušenj nimam malo, imam veliko in zagotovo vedno govorim takole, na lokalnem nivoju bi morale vse stranke, ki so skupaj, skupno delovati. Na državnem, ko se sprejemajo zakoni, je koalicija, opozicija, ampak poslanci, ki prihajamo iz, bi rekel, in ki prihajajo iz, bi rekel, iz te naše celine, pa bi morali sodelovati. Jaz vam povem odkrito, da se je zdaj prvič v tem mandatu zgodilo, jaz zelo malo poslancev poznam mariborskih. To jih slišiš, ampak nekatere niti ne želim priimka izgovoriti.
nekateri poslanci, pa jih ne mislim žaliti, ker oni žalijo, jaz ne želim iti na ta nivo, namesto bi se več potrudili, pa tukaj tudi pri županu, pa in tukaj je potrebno ne pozabiti, danes so volitve, sedaj si pa izvoljen, potem pa pozabiš na sredino, kdo te je izvolil. Ampak potrebno delovati in prenašati seveda te zahteve, te probleme, ki so tukaj na lokalnem nivoju, v državni zbor pa pomagati maksimalno in tega je veliko. Veliko je tu lahko pobud, veliko je možnosti za neke rešitve, samo je treba prisluhniti, treba imeti voljo, pa vse te zadeve prenesti na državni nivoj, pa ne bo nobenega problema. Pa je potrebno delati. Jaz si ne jemljem, na primer, poslansko mesto, ker kaj pomeni poslanec? Poslanec si dejansko tukaj njihov, skoraj da ne reče služabnik, seveda za te zadeve, da preneseš in njihove probleme na tak način rešuješ. To je potrebno se zavedati in mislim, da potem lahko nekaj naredimo, zato ker Maribor kot takšen nujno potrebuje malo večjo politiko, kar se tiče decentralizacije. Kakšno ministrstvo sem prenesti. Če mogoče lahko povem samo eno zadevo, kar se tiče športa, ker sem veliko na športnem področju delal, vsa leta do zdaj, ko sem od malih nog in v nogometu in v odbojku, sedaj tudi v kegljanju poznam šport, kako deluje tukaj in vsa ta društva zelo imajo velike probleme z denarjem, sredstva so pa tista, ki to zagotavljajo. Mi smo imeli včasih državne prvake v odbojki, državne prvake v kegljanju, da ne govorimo o nogometu. Danes nimamo nobenega državnega prvaka. Vse je v Ljubljani, pa nič. Ampak zakaj? Zato, ker ko se jaz pogovarjam s temi našimi funkcionarji, vse jih ne morejo obdržati, vse nimajo odkot, na kak način, ni sredstev. In mi moramo tukaj narediti nekaj res, oziroma zagotoviti neka sredstva, takšna, da bodo lahko ta šport živel, če lahko v Ljubljani, zakaj ali pa v tam okolju. Naprimer, pogledamo mi, imajo vsi drese, GEN-I, pa Petrol, pa naprimer Telekom, pa tak dalje. Tukaj mogoče NK Maribor, ja, to ne rečem, ne. Če pogremo na odbojko, če gremo na košarko, če gremo na rokomet, vedno manj, bistveno manj. Maribor še je tisti nogomet kot takšen, ker je le bil, pa prav je tako, daleč od tega, ne, ampak tudi ti mladi, in kolikor bo tam ti mladi klubi zaradi teh pomanjkanja teh sredstev ugašali, potem bodo tudi veliki klubi, potem bomo imeli samo tujce še tukaj, ne. In tukaj je velika skrb, da se to naredi. Ker športna infrastruktura v Mariboru samem ni toliki problem, je kar razvito, ampak ko pa gremo nekoliko više, se pravi, kar se tiče prvoligaškega tekmovanja, vrhunskega športa in tako dalje, tukaj pa seveda so nujno potrebna sredstva, ki pa jih v Mariboru je vedno manj. Kaj lahko Maribor realno pridobi, če bo imel v parlamentu močnega in glasnega poslanca iz vrst SDS-a? Ogromno. Kolikor bo Slovenska demokratska stranka z Janšo na čelu sestavila vlado, to tukaj povem, in vkolikor seveda bo mariborski poslanec, če bo vsaki poslanec, ki bo imel željo, morajo imeti, ker potem te kandidate, ki jih pač trenutno poznam, vem, da so vsi voljni tega izziva in da bodo pomagali. In mariborska regija kot takšna, na primer, skupaj z Mariborom lahko veliko pridobi, zato ker tudi naš predsednik Janez Janša ima velik posluh do Maribora, je že zadnje čase veliko to pokazal in seveda tudi veliko govori o decentralizaciji in ko bomo enkrat to naredili, bo Maribor. Samo naj zaupajo, pa potem čez 4 leta pa nas lahko potem potegnejo, čakaj, tak si govoril, se temu pa ni tako. To odgovornost, jaz verjamem, da vsak tisti, ki bo kandidiral v tem krogu, v 7. volilni enoti, jaz se verjamem, da se vsaki te odgovornosti zaveda in da bo naredil maksimalno to, da bo Maribor začutil, da ima prave poslance v državnem zboru. Kako ocenjujete trenutno delo vlade Roberta Goloba, predvsem z vidika gospodarstva in življenjskih stroškov? Zdaj, če bi me vprašali, če bi kakšno oceno dal od 1 do 5, ne, bi bil -2. Zakaj? Zato, ker je tako obremenil plače, davke tako dvignil, da je temu ni kaj dodati. To ni izmišljeno, ampak dejansko to je gola resnica, žal temu je tako in tu bo moralo priti do spremembe. Zdaj, kar se pa tiče, gremo v trgovino, naprimer, nedolgo nazaj je bila ena v redu anketa, koliko smo lahko pred 4 letami litrov mleka kupili za plačo.
koliko pa lahko zdaj, ne, mislim, da iz 3000 let se da 450 litrov mleka, naprimer, ko so take cene so še enormno so se dvignile, to mogoče tudi vse dvignilo, ampak zakaj? Zaradi tega, ker so se davki dvignili. Ampak zanimivo, ne, Golob je takrat pred volitvami rekel, kaj pa meni je nizki davki, kaj bom jaz, ne, in jaz bom davke dvignil in je dobil 40%, se pravi, da to nekaterim je to, ampak ga ljudje niso poslušali, ne, verjetno se tega zavedajo in bodo sedaj premislili preko, da bodo obkrožili številko pred stranko Svoboda. No, kot ste že zdaj omenili, glede visokih davkov, to tudi podjetnike zelo opozarjamo, to se skupaj. Kako pa SDS vidi prihodnost slovenskega gospodarstva? SDS politika oziroma program, ki ga ima za gospodarstvo, ga vidi zelo dobro, ima rešitve, zagotovo jih ima in prva rešitev, tista je že dejansko že tudi bila, je tudi bil zakon, dohodninski zakon, davčni zakon, zakonodaja je bila skupaj z, bi rekel, kar z visokim strokovnjakom, to je Ivanom Simičem, ki je tudi to pripravljal. Davčna politika se je točno vedela, na kak način plače razbremeniti, gospodarstvo razbremeniti. Ne da dobiš 2600 evrov bruta, potem pa dobi plače 1300 evrov, pa še manj mogoče. Vse ostalo pa gre kam kje smo, da ne govorimo o zdravstvu, kje smo za zdravstvo. Ne? Ker bomo mi zdaj naredili to, kar je ta vlada naredila za zdravstvo, je dejansko naredila za privatizacijo, zasebno zdravstvo več, kot pa za javno zdravstvo, ravno s takim načinom. Kakšna je vaša vizija Slovenije čez 10 let, če bi SDS ponovno prevzela vodenje države? Zagotovo veliko boljša, kot je ta trenutek. Verjamem, da bomo imeli velik posluh do, to, ko sem že prej povedal, brez Slovencev ni Slovenije, pa nimam, bi rekel, ne želim sedaj tukaj igrati ali rasista ali nacionalista kot takšnega, kot nas tudi imajo, ampak na tem moramo veliko delati, mora se dvigniti nataliteta, dati pogoje mladim družinam, mladim predvsem zato, da bodo res tukaj ustvarjali, da bodo imeli dobre pogoje, da bodo se lahko odločili za rojstva in tako dalje. Tu je prvo, da bodo imeli dobre službe in seveda tudi dobre plače, da pa lahko to zagotoviš, pa moraš seveda na drugem področju nekaj postoriti, to pa je, da bo gospodarstvo res tisto, ker Slovenski demokratski stranki skozi program se točno vidi, da se zavedamo, kaj pomeni gospodarstvo. Gospodarstvo je tista gonilna sila, ki je nujno potrebna za razvoj tudi v prihodnje za Slovenijo. Kolikor bomo tukaj na tem področju naredili, da bodo gospodarstveniki ponovno začutili, da se splača tukaj vlagati in ostati z firmami, z podjetji tukaj, ne pa da se selijo. Hrvati nas že prehitevajo skoraj po levi in desni, kje so bili in tukaj in ogromno firm, tudi jaz jih poznam, pravi, kaj bom, če pa imam tam nižje davke, tam je lažje in tako dalje. In potem gredo in potem ti davki ostanejo tam. In tukaj, kolikor bomo to uspeli, pa jaz verjamem, da bomo, potem bo tudi za Slovenijo čez 10 let veliko boljše. In tisto, kar pa še, kar sam osebno lahko rečem, je pa seveda tudi to, da bomo veliko naredili na tem, da bomo lahko mirno tudi živeli. Da bomo sožitju, ne da bomo govorili, zdaj pa ne rabimo NATO, pa ne rabimo tega, pa ne rabimo Evropske unije, pa to vsem, tudi če nismo zadovoljni maksimalno z Evropsko unijo, ampak moramo biti del Evropske unije. Mi smo maksimalno naredili, da smo sploh uspeli priti v Evropsko unijo, da smo zaveznica NATO pakta in tako dalje. Tu moramo, in če bodo takšni zahtevki, tudi žal več orožja, časi so pač drugačni, kot so bili, in biti tukaj, bi rekel, res pragmatičen politik, tisti sploh, kar se zunanje politike tiče. In tukaj lahko kar zmerno bestjo rečem, to je naš predsednik Janez Janša, tisti, ki bo vse te zadeve znal povezati, znal usmeriti vse svoje ministre, ki bodo takrat v njegovi vladi. Sem prepričan, da uspeh ne more sestati. Kaj bi sporočili volivcem, ki so razočarani nad politiko in razmišljali, da na volitve sploh ne bi šli? Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz se veliko gibam med ljudmi, se veliko o tem pogovarjam in ravno to jim naslavljam. Ne obupati. Ne obupati. Vsake 4 leta smo mi tisti, volivci tisti, državljani tisti, ki imamo to možnost in takrat mi vladamo. Vladamo na tak način, da gremo na volitve in da obkrožimo za tisto stranko, za katero smatramo, da bo nam prinesla bistveno boljši napredek kot do zdaj. Slovenija je lepa dežela, najlepša dežela Slovenija. Imamo, bi rekel, vrhunske športnike, ki nas ponesejo po celem svetu. Imamo še vrhunske politike, imamo take politike, da bomo res vzor
da bomo vzor našim državljankam in državljanom, ker potem, ko bodo dejansko začeli res tisto maksimalno zaupati, potem bo zato bo zagotovo veliko boljše. Ne razmišljati o tem, vse brez veze, pa saj moj glas tako nič ne pomeni, tako dalje. Tukaj so zadolženi vsi tisti, ki kandidiramo ali pa kandidirajo na poslanca, sploh na listi Slovenske demokratske stranke, to je velika odgovornost. In to je velika, bi rekel, čast nekomu. In te časti se moraš zavedati. Moraš se zavedati, da ti je nekaj zaupano, da ti je tako velika stranka, kot je Slovenska demokratska stranka, da nekomu zaupa, da lahko kandidira na tej listi. In tisti, ki se bo zavedal tega zaupanja, verjame, da bo maksimalno naredil, da bo prepričal volivce, da bodo volili Slovensko demokratsko stranko. Ali Slovenija po vaši oceni še vedno ostaja prijazno okolje za domače podjetnike ali politika potiska v tujino? Žal, trenutno je temu, to pa ne bi želel samo grajati, pa govoriti, ne pa šimfati po domače rečeno, pa žal moram to povedati. Se vidi, ko spremljamo, na primer, sploh te gospodarstvenike, gospodarsko zbornico, vsi samo govorijo, ne, tudi sedaj, ko se govori o tem dvigu minimalne plače, kdo pa ne bi imel, kdo bi pa govoril, da se tega ne zasluži in tako dalje. Samo je potrebno te pogoje narediti, da se potem lahko to in tudi, kar se tiče SP-ev, veliko ljudi teh poznam in še tudi, ko govorijo, ne, za časa korone. Pravijo, takrat, ko je bila korona, smo mi SP-ev se lahko največ delali. Ti se formularje izpolniti in si lahko potoval po celi državi. A nekateri pa govorijo še danes, kako smo bili omejeni, kako smo bili zaprti in tako dalje. Ni bilo temu tako, ne, ampak če hočeš ti pač nekoga na nek način prepričati, boš pač eno niso govoril, ne. Trenutno seveda se ne piše dobro, ne SP-ev, ne pavšalistam, ne ostalim podjetjem, ampak verjamem pa, da tudi oni vedo, se zavedajo, da kolikor pride Slovenska demokratska stranka z Janezom Janšo na čelo, da bo to prevzela, da bo zagotovo boljše. Zagotovo. Kakšne konkretne ukrepe bi SDS sprejela za razbremenitev plač in spodbujanje zaposlovanja? Ja, poglejte, razbremenitev plač, seveda, dohodkovno lestvico je potrebno spremeniti tako, kot je že bilo. In so točno izračuni narejeni, kaj bi to pomenilo, če bi tisti zakon ne bi oni razveljavili, se pravi Golobova vlada. Če bi obdržali ta zakon, ki ga Janševa vlada sprejela, bi za 2 božičnici bilo sedaj, bi dobili tisti za minimalno plačo povečali. To je prvi pogoj, ko se bodo plače razbremenile. Potem bo tudi delavci lahko, delavec več bo dobil in potem seveda iz bruto ne bo potrebno toliko dati državi, tako bo lahko podjetje šlo za razvoj. Ne. In tudi te pavšalisti in tudi tukaj seveda jim je treba prisluhniti in ko bo se te zadeve in program pa imamo, jaz sem bil kar na teh gospodarskih forumih, ki so jih pripravili in ko to poslušam, seveda z nekim velikim, z optimizmom pričakujem, da bomo lahko jutri začeli to dejanjati in spraviti to v neke tire normalne. Evo, pa smo prišli do konca, zdaj pa še za konec čist eno vprašanje. Če bi imeli minuto, da nagovorite Mariborčane, kaj bi jim povedali? Drage Mariborčanke, Mariborčani, jaz sem Milan Mikl, 20 let sem v lokalni politiki. Doletela me ta čas, da lahko kandidiram za poslanca v državni zbor na listi Slovenske demokratske stranke. Izkušenj imam veliko, srce, da se nekaj spremeni, zagotovo. Verjemite mi, beseda moja, poznate jo, je velikokrat tisto, kar sem na nek način obljubil, sem se tega držal, te odgovornosti in naredil bom vse, da kolikor bom dobil zaupanje vaše, bom vse naredil, da bom jo tudi udejanjil. In vedno bom pripravljen, da boste me lahko podsukali za rokav in rekli, Mikl, to si obljubil, pa tega nisi naredil oziroma nisi niti poskušal. To vam zagarantiram, da se to ne bo zgodilo. Idite na volitve in vam še nekaj povem, veliko sem v športu in vem točno, kaj šport rabi. Ampak, ko bomo mi prišli na vlado, bomo mi zagotovo naredili to, da bo tudi za Maribor pa in za celotno regijo, tudi kar se tiče na športnem področju, veliko boljše. Verjemite. Gospod Mikl, hvala lepa, da ste se vzeli čas za nas. Vi, dragi gledalci, pa všečkajte to vse skupaj, delite, naročite se na naš kanal in spremljajte, kaj bomo objavili še naprej za vas.